Ja, moje mnenje je, da v bistvu vse, kar je živo, da je treba spoštovati, ni važno, ali je žival, rastlina ali je človek, vse ima pravico, da živi in da se za njihovo življenje potrudimo. V bistvu v teh letih sem si nabrala kar eno zbirko, največ je tukaj zavrženih živali, takih, ki jih niso drugi hoteli. Tako da imam osla, vietnamskega prašička, male aleksandre, agapornise, skobčuke, zebrice, par vrst kopenskih želv, par vrst vodnih želv, pa prašiče, kokoši, več vrst, bradato agamo, ameriškega goža in pač razne hrano za te živali, čričke, mokarje, ščurke, psa. Mislim, da sem vsi. Ker sem imela zmeraj željo, da nadaljujem šolanje, sem šolanje nadaljevala ob delu v Italiji, v Trevisu za stilista. Potem sem zamenjala tudi službo in zraven sem nadaljevala šolanje za trgovca in potem za poslovodja. Tudi službe sem več zamenjala, ker me je zmeraj zanimalo še kaj drugega. Potem pa sem šla na faks za zootehniko, to sem si zmeraj želela celo življenje in v bistvu se mi ta želja tudi uresničila. Osebno me je presenetila Nataša, ki sem jo sicer poznala že prej, pa vendar nisem vedela, da je toliko pridna, da je toliko ogromnega zna in predvsem tu, da je toliko nesebično pripravljena tu deliti. Ko sem zaključevala z diplomo, sem vedela, da Ljudska univerza v Ajdovščini ponuja tudi MPK za zeliščarja. Pred 2 leti sem bila na enem tečaju, ki ga je vodila Nataša pri Delavski univerzi, sicer izdelovanje mazil in krem. In takrat me je navdušila za to skupino in sem se vključila v to skupino. Ja, takrat, ko sem zaključila ta MPK, so mi na Ljudski univerzi ponudili možnost, da bi vodila ta študijski krožek. In ne vem, takrat malček sem se ustrašila, vseeno me je malo zamikalo, da bi kaj takega počela in pa sem se odločila, da bom šla v to, da bom pač poskusila, da bomo videli, kako je. Smo se po naključju srečale in me je povabila v to skupino in mi ne je žal in sem ugotovila, tu je pa to, kar sem si že dolgo tla vključiti v moj vsakdanjik. Izdelovali smo mila, kreme, marsikaj smo se naučili, druženje je prijetno. Ne vem, sploh nam ni povedala, da je noseča, smo zvedeli od drugih in ona je še kar z nami, kot da ni nič, je svrti nam delila in znanje in smo ustvarjali mazila, vse svrti smo delili tukaj. V bistvu me je to kar potehnilo noter, tako da zdaj smo že 3 leta skupaj in mi je zmeraj bolj všečno. Se mi zdi najbolj pomembno, da je pač pripravljena prostovoljno širiti svoje znanje otrokom, odraslim, v bistvu vsem. Predvsem spodbuja druge ljudi k večji samooskrbi in sonaravnemu bivanju, pa tudi k spoštovanju drugih ljudi in narave.